Galerija likovnih samorastnikov Trebnje je pripravila 45. mednarodni tabor likovnih samorastnikov, s katerim so počastili spomin na dolgoletno tradicijo srečanj likovnikov v Trebnjem. Ja, prav gotovo je razlika v sestavi, se pravi, kdo sedaj vodi galerijo, pa kdo je pravzaprav tabor v tistih časih vodil, se pravi v tistih posameznikih, ki jih nažalost danes ni več med nami. Vendar ta mlada generacija, ki zdaj galerijo pelje, želi peljati tisto idejo naprej, ki so jo začeli pravzaprav začetniki, se pravi predstavljati in promovirati likovno umetnost, iskati kakovost v njej in dati vsem umetnikom, akademskim in v tem primeru neakademskim, priložnost, da svojo kakovost pokažejo in dokažejo. Tabor likovnih samorastnikov in Trebanjska galerija gostita avtorje z vseh celin. V zadnjem času se usmerjajo predvsem v povezovanje galerij. Na letošnjem taboru je tako sodelovalo 10 kiparjev in slikarjev iz 4 držav. Poleg domačih so ustvarili še umetniki iz Srbije, Gambije in Brazilije. No, jaz sem vsekakor zadovoljen oziroma vesel, da me je tabor povabil oziroma galerija povabila na ta tabor in pričakujem jasno spet nekdanje kolege pri delu, tako da mislim, da smo mi kar na dobri poti, da bomo ta teden preživeli ustvarjalno in tudi seveda tako malo za dobro druženje. Me sinto privilegiado. Priznati moram, da je zame to, da sem v Sloveniji velik privilegij, prvi zato, ker se mi to zdi zelo gostoljubna in odprta država. Tudi ljudje se mi zdijo zelo topli in prijazni. Zelo pomembno pa se mi zdi tudi to, da je to narod, ki se bori za kulturo, ki zelo spodbuja razvoj šolstva, izobražene ljudi in se za to tudi bori. In tak narod je lahko vsak dan samo boljši, se lahko samo razvija na bolje. Tukaj se mi zdi najpomembnejše, da je tudi neverjetno, da ima prav naivna umetnost tako velik pomen v Trebnjem. To mi vsekakor pomeni druženje s kolegi, nekaka nit, ki se vleče skozi tvoje ustvarjanje, potem pa neka izmenjava mnenj, to je dobrodošlo med kolegi, smo najstrožji kritiki eden drugemu in najboljše prijatelji eden drugemu. To druženje seveda mi veliko pomeni. Jaz bom delal Zelenega Jurija, to našo, bom rekel, staro slovansko božanstvo, za katerega malo premalo naredimo v sodobnem času. Ker če bomo tako nadaljevali, bodo iz Zelenega Jurija odpadli vsi listi in bodo ostale gole veje. Delal ga bom v bakru, da bojo lahko gor imeli ga tudi kaj bolj v neprijaznem okolju, ker železo gre. V okviru tabora je potekal 13. mali likovni tabor, ki ga pripravlja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Letos se ga je udeležilo okrog 60 mladih z Dolenjske in iz Bele krajine. Prihajajo kar iz nekaj šol, predvsem iz Bele krajine, Novomeškega, pa seveda na tem našem trebanjskem koncu, ki je Mirna, Šentrupert, Mokronok, iz teh koncev. Ustvarili bomo letos na Mirnskem gradu, izbrali smo se tehniko akvarel v kombinaciji s flomastrom in z barvnimi svinčniki. Delali bomo motive kulturne dediščine v odnosu do narave in seveda tudi botaniko, tako da bo dosti široko za vse kroge želja. Tabor likovnih samorastnikov v Trebnjem je sicer eden najstarejših taborov na likovnem področju pri nas, je poudaril direktor Javnega sklada. Tabor, kot vemo, se je predstavljal tudi na svetovnih razstavah naive v Bratislavi leta 1994 in francoskem Viku 1996. Torej je tudi svetovna stroka pokazala, da ima ta galerija izjemno visoko umetniško vrednost. Danes lahko rečemo, da prihajajo umetniki, nekateri so že bili na taborih, zato smo ob tem jubileju 45. obletnici se želeli nekaterim umetnikom zahvaliti, prav tako pa tudi nekaterim, ki so bili od začetka. Ob zaključku je udeležencem tabora čestital tudi predsednik strokovnega sveta Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, Blaž Pršin.